Dobar dan vsem. Poglejmo, kako se reši ta enačba druge stopnje, ki ima v koeficientih kvadratne korene. Tukaj imamo koeficiente A, B, C, ki so A je 2, B je minus oklepaj 2 plus koreno 3 zaklepaj in C je koreno 3. Poglejmo, katera težava se pojavi, ko skušamo rešiti in vidimo, kako se reši. Torej, rabimo formulo x1, 2 je enako minus b. Če imamo minus b, minus s tem minusom se uniči in torej imamo samo 2 plus koreno 3. Plus ali minus kvadratni koren od b na drugo minus 4c. Sedaj b imamo tukaj na drugo, ko gre na drugo, ta minus postane plus. Torej imamo lahko samo napišemo enostavno 2 plus koreno 3 v oklepaju vse na drugo. Napišem z drugo barvo, ker potem bomo mogli biti pozorni prav na ta del. Torej, to je b na drugo. Sedaj minus 4ac, minus 4 krat 2 krat koreno 3 je minus 8 koreno 3. Vse vlomljeno, 2a, 2 krat 2 je 4. Torej, sedaj rešimo ta kvadrat binoma, tukaj imamo formulo za kvadrat binoma, vsekakor. 2 plus koreno 3 plus minus koren. Sedaj, prvi na drugo, 2 na drugo je 4. Potem imamo plus 2 krat 2 krat koreno 3, 4, koreno 3. Plus koreno 3 na drugo je 3. Potem napišem minus 8 koreno 3. Vse ulomljeno 4. Torej, sedaj se zavedamo, kje je problem. Če tukaj mi seštejemo vse, imamo en člen, ki vsebuje koreno 3 in en člen samo števili. Imamo kvadratni koren od dveh členov in ne znamo, kako ga poenostavimo. Bi se lahko rabila formula dvojnega korena. Vsekakor vidimo en lažji način. Torej, zdaj kaj bomo naredili? Bomo šteli samo 4 koreno 3 minus 8 koreno 3, ker dobimo minus 4 koreno 3, ki ima nasproten predznak. Torej, zdaj to naredimo. 2 plus koreno 3 prepišem, plus ali minus kvadratni koren, tukaj imamo 4. 4 koreno 3 minus 8 koreno 3 je minus 4 koreno 3 in potem plus 3. Vse vlomljeno 4. Torej, stvar je ta. Tukaj smo imeli 4 plus 4 koreno 3 plus 3. In to je prihajalo od 2 plus koreno 3 v oklepaju vse na drugo. Tukaj imamo 4 minus 4 koreno 3 plus 3 je menjal samo ta znak. Kot tukaj, v kvadratu binoma, če menja, tukaj imamo plus, tukaj imamo minus, tukaj imamo plus, tukaj imamo minus v tem členu. Kot tukaj. Torej, to 4 minus 4 koreno 3 plus koreno 3, oprostite, 4 minus 4 koreno 3 plus 3 pride od 2 minus koreno 3 vse na drugo. In sedaj napišemo prav v tej obliki. Torej, 2 plus koreno 3 plus minus koren od 2 minus koreno 3 na drugo, vse vlomljeno 4. Sedaj uničimo kvadratni koren in drugo potenco, ampak tisto, kar se dobi, ko izračunamo kvadratni koren, je ena pozitivna vrednost. Tukaj moramo pogledati, ta 2 minus koreno 3, če ne bi bil pozitiven, bi mogli dati njegovo absolutno vrednost. Vsekakor, 2 minus koreno 3 je pozitiven, ker koreno 3 je približno 1,7. Torej, 2 minus 1,7 je pozitivno, smo v redu. Napišem, torej 2 plus koreno 3 in sedaj plus ali minus v oklepaju 2 minus koreno 3, vse vlomljeno 4. Sedaj bom ločil x1 in x2, torej nekaj izbrišem.
x1, x2. Torej, recimo, da za x1 zberem predznak minus tukaj. Prepišem 2 plus skoraj 3. Tukaj zberem minus, ki mi menja vse predznake v oklepaju. 2 postane minus 2, minus skoraj 3 postane plus skoraj 3. Vse ulomljeno 4. Tukaj imam 2 plus skoraj 3, zberem plus, torej imam plus 2 minus skoraj 3. Vse ulomljeno 4. Sedaj 2 se uniči z minus 2, koreno 3 se uniči z minus koreno 3. Imamo tukaj koreno 3 plus koreno 3 je 2 koreno 3. Ulomljeno 4. 2 plus 2 je 4, ulomljeno 4. Tukaj 2 in 4 krajšamo in dobimo koreno 3 polovic in 4 ulomljeno 4 je 1. Torej smo dobili dve rešitvi. Lahko srečate tako kvadratno enačbo, ko rešujete nekatere trigonometrične enačbe. Ker koreno 3 polovic in 1 sta prav dve vrednosti, ki jih zavzameta funkciji sinus in kosinus. Torej, pri reševanju takih enačb potem pride ven, da kakšenkrat, da morate rešiti eno takšno kvadratno enačbo. Ja. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala!